Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 23. september 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Vlada napoveduje obvezno božičnico, zaposlenim v Sloveniji pa julija padec plač zaradi novega prispevka. Teden mobilnosti se je v Mariboru začel z umetnostjo na avtobusu. Jurovski dol v pričakovanju NK Maribor. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Slovenski zaposleni so julija zaradi novega obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo prejeli nižje plače. Povprečna neto plača je znašala 1577 evrov, kar je nominalno za 2,1% manj kot junija, realno celo za 2,6%. Medtem ko se je bruto plača v javnem sektorju znižala, je v zasebnem sektorju rahlo porasla. V primerjavi z lanskim julijem pa so plače še vedno višje, bruto nominalno za 5,8%, neto za 4,5%. Realno sta bili rasti seveda manjši za 2,9 oziroma 1,7%. Sporedno poteka razprava o uvedbi obvezne božičnice. Vlada napoveduje najmanj 639 evrov za vse zaposlene še letos. Ankete pa razkrivajo, da podjetja, seveda ne vsa, izplačujejo zelo različne zneske za božičnice, od nekaj 100 evrov do več tisočakov. V Avstriji so posebna izplačila že dolgo standard. Večina zaposlenih prejme dopustniško in božično plačo, ki skupaj pomenita kar 2 dodatni plači letno. Obi plači sta obdavčeni po ugodni 6% stopnji. Prav tako upokojenci prejmejo 13. in 14. pokojnino, kar jim olajša pokrivanje stroškov. V Italiji je 13. plača pravica vseh zaposlenih in upokojencev, pogosto pa dobijo še 14. plačo. Slovenija tako z obvezno božičnico šele dohiteva sosednje države, a ima hkrati nekaj, česar tam ne poznajo: zakonsko zagotovljena povračila za prehrano in prevoz. Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna mobilnosti je včeraj na prav poseben način zaznamoval Marprom. Potnikom ni omogočil le celodnevne brezplačne vožnje z mestnim avtobusom, pač pa tudi kulturno izkušnjo. Kdor je dopoldne stopil na krožno linijo G3, je bil nemalo presenečen. Zaobjela ga je melodija violinista Matjaža Antončiča, ki je avtobus spremenil v koncertno dvorano na kolesih. Eden od starejših potnikov se je v Antončičeve komade swinga na električni violini, priklopljeni na zvočnik, tako zatopil, da je pozabil izstopiti. Za marsikoga je bil ta nepričakovani koncert protistresna terapija. Na liniji G3 sta ob drugih terminih igrala še harmonikar Peter Prohart in kitarist Kristjan Štelcer. Potnikom je čas skrajšal tudi kustos Muzeja narodne osvoboditve Uroš Dokl. Namen dogodka je polepšati vožnjo občanov, jo obogatiti s kulturno izkušnjo in pokazati, da javni prevoz lahko nudi tudi več kot le premik od točke A do točke B, pa so svojo gesto pojasnili na Marpromu. Po manj kot 2 letih se bodo nogometaši Maribora znova pomerili z Jurovskim dolom. Tokrat v gosteh, saj so se v Slovenskih Goricah opogumili in bodo pokalni obračun z 9-kratnimi prvaki tega tekmovanja, nazadnje že pred 9 leti, organizirali v svojem športnem parku. Jeseni 2023 so vijoličaste prosili za zamenjavo prizorišča, v Ljudskem vrtu se je takrat zbralo 3500 gledalcev, Maribor pa je slavil z 9-0. Trener Maribora Radomir Džarlović je po petkovi zmagi nad Aluminijem napovedal, da bodo v Jurovskem dolu igrali vsi, veliko rotacij ni napovedoval. V pokalu se ti ne sme zgoditi napaka, saj popravnega izpita ni. Tekmo moramo vzeti resno, osredotočeni moramo biti ter čim prej poskrbeti za napredovanje v naslednji krog. Zagotovo bodo imeli gostitelji poseben motiv, za njih bo gostovanje Maribora praznik. Naše moštvo pa se mora zavedati pomembnosti obračuna, pokazati moramo pravi obraz Maribora. Početka se postaviti kao Maribor. Je v napovedi obračuna dejal Črnogorec. Dan pred prvim pokalnim obračunom v sezoni je le napovedal spremembe v prvi enajsterici. Na pokalnem obračunu bodo zagotovo priložnost dobili nekateri nogometaši, ki niso veliko igrali v prejšnjih tekmah.
Na spremembe v postavi bodo vplivali tudi poškodbe določenih igralcev, tudi zato bodo drugi dobili priložnost. Pričakujem, da jo bodo dobro izkoristili, je dejal Đalović, ki je v prejšnji sezoni z Rijeko osvojil pokalno lovoriko na Hrvaškem. Kakšen dan bo danes za Jurovski Dol, za celo občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, v Večeru danes piše Borut Planinšič. Že pot do dvoboja z Mariborom je bila za Jurovski Dol zanimiva, premagal jih je Maribor Tabor, a se je pri slednjem zapletlo s potrdili za doping in napredovali so nogometaši Jurovskega Dola. Podrobnosti preberite na vecel.com. To je bil Večer zjutraj 23. septembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselimo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.